Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije je ob koncu leta 2024 podelila najvišja priznanja zaslužnim članom. Med 17 prejemniki zlate plakete je bil tudi Jože Jeram iz Laharne na Cerkljanskem, ki ga prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Lepo pozdravljeni. Hvala za povabilo in nagrada je pač bila zaslužena, menda to so drugi povedali. Sam nimam občutka, da bi jo pravno mogel zaslužiti. Prav gotovo ste zaslužili moje čestitke. Hvala. Za tako, bi rekel, visoko državno priznanje, ki pa je pravzaprav rezultat dolgoletnega dela, ne? Ja, kar od leta 2010 sem član Zveze borcev in mislim, da dokaj aktivno sodelujem. Sem pa tudi predsednik območnega združenja Cerkno in podpredsednik Združenja borcev Idrija Cerkno. Te funkcije vam vzamejo tudi kar nekaj časa, pa tudi sama organizacija dogodkov, katerim se zelo veliko posvečate. Ja, kar. Samo, če te nekaj veseli, ni to tak problem. Od začetka je bilo mal problem, ker nisi poznal ljudi, da bi se lahko obračal na njih, na to, ko jih spoznaš, je pa malo lažje. Zavrtiš telefon, pa se dogovoriš. Na Cerkljanskem je vsako leto relativno veliko število teh spominskih dogodkov, proslav smo rekli včasih. Prva je vsako leto ob koncu leta pravzaprav na Nemcih pri Orehu. Ja, ta je na božični večer naj bi bila. Leta 1942 so namreč tam padli prvi 4 partizani na Cerkljanskem. In vsa leta se je organiziralo in ob mojem prevzemu smo organizirali pa še pohod, tako da je udeležba malo večja. Od kje do kje greste? Pohod gre iz Reke preko Zajčeve domačije, kjer je bil doma komandir telih 4 telečete, Peter Čelik, in mimo tele domačije in približno po isti poti, kjer so oni takrat hodili. Na vsaki proslavi so tudi taki zanimivi gostje. Mislim, da lansko leto je bila Marjetka Popovski iz Izole, ki pa ima pravzaprav korenine v naših krajih. Ja, Marjetka je že kar zvezda stalnica, že kar nekaj let. Ja, ona je mama njena je iz Baške Grape, iz Ruta, živijo pa v Izoli. Tako da malo po poznanstvu, malo tako in pač pride skoraj vsako leto. Njene interpretacije teh partizanskih pesmi dvignejo pravzaprav vzdušje. Moralo dvignejo, pa sama kot sama je dosti priljubljena, ker ogromno hodi po celi Sloveniji nastopa, tako da ima bogat repertoar. Zanimivo je tudi to, da je bil govornik na zadnji spominski proslavi na Nemcih, pater Bogdan Knaus, mislim, da je frančiškan. Ja, je izredno dober moj prijatelj, tovariš, župnik, gospod pater. Ne vem, kako ga poimenoval, ker je res izjemen človek. Tako da je od leta 14, mislim, da je samo enkrat ali dvakrat ga ni bilo. Tako da lansko zadnjo proslavo smo mu dali pa besedo glavnega govornika. Tako da mislim, da se tudi spodobi, da je naredil tako, kot je treba. Kako udeleženci proslave sprejmejo tako govor župnika? Ni problema, z aplavzom, z veseljem in z objemi. Pozitivno. Tako. Ja. Vsako leto je proslava tudi na Brcih, to je vzpetina nad Cerknim v spomin. Ja, to je v spomin na 47 padlih tečajnikov partijske šole, 44 leta. In pač
bo tudi zdaj glih v parih dneh, 27. v ponedeljek bo ponovno. Tako da gledalci so že od danes naprej vabljeni, da se udeležijo. Zelo zanimivo je to, da vsako leto pridejo tudi šolari iz Nove Gorice, saj tam osnovna šola nosi ime Milojke Štrukelj, ki je padla na tem hribu v tem spopadu. Par metrov pred spomenikom ima njena plošča na kozolcu in vsa leta šola Solkana je prisotna z svojimi učenci. Pridejo tudi cerkljanski šolari? Isto vsako leto, tako da je... Pred leti je bil tam govornik Janez Stanovnik, takrat je bil predsednik borčevske organizacije. Spomnim se, da je takrat rekel, da ima v roki dve roži, ne? Je položil na brcih. Eno je položil na brcih, eno je nesel pa na lajše, ki je pač žalostna zgodba, kaj se je takrat dogajalo. Dogodka sta pravzaprav povezana. Povezana sta med seboj in to počasi se rešavata. Na Bukovem imate tudi vsako leto proslavo, tam pa je zanimivo to, da sodelujete z italijanskimi partizani, z garibaldinci. Ja, namreč na Bukovem je padlo 27 garibaldincev, po izdaji ali kaj je bilo, tako je rečeno, da je bila izdaja in so jih napadli Nemci in se je postavil spomenik. Pred parmi leti se je nazaj malo obnovilo in vzpostavilo stike z Ampijem iz Čedada. Tako da spet vsako leto pridejo, se poklonijo in enkrat je malo večja proslava, enkrat malo manjša. Prav poseben partizanski spomenik je v Jesenici. Mislim, da je avtor Jovanović, kipar Jovanović. Ta pa je v spomin na pobite partizane na Poreznu. Tako, na ujete borce na Poreznu, ki so jih zaprli v Sorčanovo hlevu. In na naslednjih parih dneh so jih preko 100 pobili po bližnjih hrapah. Tako da je grobnica v Orehku pri cerkvi, kar je redka zanimivost na Slovenskem, da je grobnica tik ob cerkvi. Leta 1975 je pa Peter Jovanović na pobudo takratne Združenja borcev Cerkno izdelal prav poseben spomenik iz hrasta. Zdaj točne mere ne vem, a mislim, da je tam okoli 4 metre nek visok in upodobljen v podobi partizanskih glav. Tako da je tudi ni edini v Sloveniji tak, je ogromno telih naredil. Prav v preteklem letu sem v Kočevski reki prav identičnega opazil v Grčaricah. Tako da je ogromno takih spomenikov po Sloveniji. Tako da naj izkoristim spet povabilo za 23.3. bo 80-letnica Telebitke. Planinsko društvo Cerkno organizira že, jaz mislim, da je krepko čez 40 pohodov, kar jim gre vse zahvala za organizacijo in delo, ki ga tudi. Tako da ta proslava v Jesenici je po vsakih 10 let, ker pač se ne da vsako leto. Na Poreznu se pa vsako leto nekaj malega obeleži, tako da ni v pozabi. V Cerknem vsako leto obeležite tudi spomin na partizansko olimpijado, na športne tekme partizanov v zadnji zimi druge svetovne vojne. Partizanske smučine. Ja, bodo tudi letos. Bodo. Ravno sedaj ta konec tedna se pripravljajo 80-letnica partizanskih smučin in to moram izpostaviti Zveza veteranov vojne za Slovenijo in gospoda ali tovariša Marjana Platiše,
ki je prevzel organizacijo in spodbudno to pelje naprej in letos bo prav posebna prireditev. V petek je že akademija, ki ste spet vsi vabljeni v cerkno, ob 6 zvečer se začne. V soboto so pa tekme v Črnem vrhu. Snega v cerknem ni. V cerknem žal ni. Zanimivo je to, da na te partizanske proslave pride zelo veliko obiskovalcev tudi iz drugih krajev. Ja, to je mal je verjetno tudi moja zasluga, ker tudi jaz ogromno hodim okoli in poznanstva dajo priliko enemu pa drugemu, tako da če ti greš nekam, tudi k tebi pridejo. Pogledal sem vašo statistiko, v letu 24 ste bili, mislim, da na 65 proslavah, partizanskih proslavah po vsej Sloveniji. To bi lahko rekli, da ste zelo zavzet obiskovalec. Ja, mislim, da jih je bilo 65, tako da tisti, ki ve, koliko je tednov v letu, mislim, da se bo malo zamislil, kako to znese. Ma pride, kjer je dan tudi, da sta dve proslavi, ena dopoldan, ena popoldan. Ja, po Sloveniji gremo tudi v Italijo, v Avstrijo in po naši bivši Jugoslaviji, Bosna, Srbija, tako da smo, ne vem, taki smo pač. Hodite tudi v Dražgo še? Tudi. V zadnje leta je tam kar veliko pripirov, različnih mnenj o teh zgodovinskih dogodkih. Kaj razmišljate o teh pripirih? Kakšno je vaše stališče? Jaz mislim, da je prepir bolj političnega izvora kot dejanskega. Jaz take zadeve mislim, da bi mogli zgodovinarji vzeti v roke, ne pa politiki. Ja, veliko hodite tudi po državah nekdanje Jugoslavije. Igmanski marš, tam ste bili 6-krat, na primer. V Jajcu 10-krat, Kumorovec je malce bližje, ste bili 15-krat. Tukaj še Drvar, Sutjeska, Jablanica. Kdo vam vse pravzaprav financira te udeležbe na teh proslavah? Sami. Iz svojega žepa hodimo okoli. Zveza borcev nima denarja za to. Ja, ni, ker mislim, da bi sam jaz pobral ves denar, če bi... Vedno greste tudi s fotoaparatom, sedaj je to nekoliko lažje s telefonom, najbrž. Lansko leto ste posneli, tako ste mi rekli pred oddajo, 22,000 fotografij. To je izjemno veliko število. Ja, ker so pač omogočajo aparati, da lahko klak delaš. Ne tako kot pred leti, ko si mogel dobro gledati. In pol imaš pa še doma toliko dela, da to malo presortiraš, ker namreč na Facebooku mrežju to ogromno sliko tudi objavljam. To so dragoceni spomini pravzaprav. Ja, kar. Na Cerkljanskem je največji spomenik, pravzaprav, če se vrneva nazaj, bolnica Franja. Že 2-krat se je soočila z naravno nesrečo, objekti so pač postavljeni v grdi grapi, bi se reklo tako. Kako razmišljate o tako počasni obnovi pravzaprav? Ja, pa ni počasna. Je počasna zaradi, ne vem, ker prvo je treba zaledje sanirati. Zdaj, kak je pa organizacija, so pa drugi za to. Če bi bili malo bolj zainteresirani, malo bolj agilni, mislim, da bi tudi malo lažje šlo. Nekdo je rekel, če bi v časih druge vojne tako počasi gradili Franjo, kot jo danes obnavljajo. Pa pustimo stroki te dileme. Borci ste zbirali tudi prostovoljne prispevke za Franjo. Ja, tudi se zbira. Eni pa drugi, pa v lanskem letu smo tudi bili zraven, ko se je organiziral koncert v Cerknem. Tako da
tudi tam snemo malo prste vmes. Pomagate pa tudi, ko je potreba neko opremo prinesti iz Franja ali odnesti v Franjo, tako da ste poleg. Z muzejem izredno lepo sodelujemo na tem področju, tako da če jaz kaj rabim, dobim, če oni rabijo, pač vrnem uslugo, tako da res vsa pohvala muzeju. Na Cerkljanskem je vsaj 100 spominskih obeležij, spominskih plošč ali spomenikov. Kako vzdrževati tako veliko število teh objektov? Težko. Težko, glede na to, da je preko 100. To moram izpostaviti enega človeka, če lahko. Ermina Oblaka je pred parmi leti prehodil od spomenika do spomenika. Bili smo tudi mi prisotni, eni na eni relaciji, eni na druge, eni na tretji, tako da je bilo res izjemno delo opravljeno glede strani Ermina. Tako da Ermina vem, da vsi poznajo kot pohodnika, kot dobrega človeka, tako da je super. Je pa vsako leto se lahko toliko plošč obnovi, ker ni finančno je to kar velik zalogaj. Zveza borcev je bila v času socializma pomembna družbeno-politična organizacija, smo takrat rekli, s spremembo politične ureditve, pa so se te razmere spremenile. Najbrž imate probleme tudi s financiranjem. Ja, toliko denarja je, toliko lahko porabiš. Ni tako, da eni pravijo, da je to denarja na pretek. Nekaj se pa, ogromno se pa na prestolni bazi dela, ne obnavlja pa puca spomenike okoli. Če bi vse računali, pol mislim, da bilo, ne bi šlo. Člani Zveze borcev ste tudi zelo občutljivi na vse pojave nestrpnosti ali napačnega tolmačenja zgodovine, po vašem mnenju. Veliko sporočil za javnost na državni ravni, pa tudi na občinski izdate, ko svarite pred zgodovinskimi zmotami. Ja. Moje mnenje, ne moram jaz govoriti o imenu ostale zveze, moje mnenje je, da, kot sem že prej omenil, da tele stvari bi mogli zgodovinarji imeti v rokah, ne pa politiki, kar mislim, da absolutno ne gre skupaj. 80 let je pravzaprav letos od teh prelomnih dogodkov konca druge svetovne vojne in Evropa, v kateri živimo danes, je pravzaprav bila utemeljena na antifašizmu. Ja. To se kar pozablja, ne? Ja, ve se, kdo je bil takrat priznan kot zmagovalec in mislim, da bi mogel tudi tako ostati, ne pa nekaj pretvarjati neke druge stvari. Globalno gledano pa se zdi, da se desnica, skrajna desnica v nekaterih primerih tudi kar krepi v Evropi. Nažalost. To je lahko zaskrbljujoče, najbolj. To je, mislim, da je res lahko zaskrbljujoče v tem primeru, ker pač tako je. Generacije, ki bodo v prihodnjih desetletjih aktivne, so danes mladinci, bi rekli tako. Imate občutek, da so dovolj podučeni o razmerah v času druge svetovne vojne ali prej in potem v šolah? Trenutno je v šolah absolutno premalo ur zgodovine od NOB-ja. Ni potrebe, da bilo, ne vem, vsak dan, par ur bi bilo pa lahko na teden v vseh osnovnih šolah in na vseh drugih. Zdi se, da mladine danes take zgodovinske teme ne zanimajo? Zelo malo. To se najbrž pozna tudi pri delu vaše organizacije, najbrž težko dobite, pač mlade, da bi se s tem ukvarjali. Da bi aktivno se ukvarjal, jih je izredno malo. Pridejo pa vsaj na proslave, pridejo vsaj nekaj, tako da je vsaj tam vidiš malo spodbude. Medgeneracijsko sodelovanje bi lahko rekli, dragoceno je vaše delo pravzaprav,
kot upokojenca lahko rečemo, da ste sedaj, mislim, da 6 let že med upokojenci, sicer ste pa v zadnjem obdobju svojega aktivnega dela preživeli na Hidri, na Iskri, kot se reče. Tam vas najbrž pozna veliko ljudi. Ja, kar bil sem namreč za vratarja zadnjih 12 let in super vzdušje, super smo se razumeli, tako da vse pohvale vodstvu v Hidri, da so me na stara leta vzeli za službo. Sedaj živite v Laharni, tam imate majhno kmetijo, najbrž družinsko in žago. Ja. Še zmeraj žagate? Malo še skozi, kadar sem pač doma, ja. Večino časa oziroma kar veliko ga posvetite temu, je to hobi, zanimanje? Malo hobi, malo zanimanje, malo poznanstvo. Pa tak, za vikende, v tednu ne, za vikende greš, kar pač. Lepo. Ja. Jože Ram, še enkrat vam čestitam za to visoko državno priznanje pravzaprav in vam želim, da bi bili v prihodnje tudi uspešni pri vašem delu. Ja, hvala. Moram pa še nekaj izpostaviti. Zraven tele, kad sem dobil v preteklem letu, imam še eno od Zveze veteranov vojne za Slovenijo, namreč bronasto plaketo. Mi je bila podeljena, samo nažalost nisem bil prost takrat, tako da je v prihodu in vsa zahvala za njim za sodelovanje, tako kot sem jaz dobil za izredno sodelovanje v njihovo plaketo. Hvala za obisk v našem studiu in hvala za ta pogovor. Hvala. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.